Veseli smo, da je Jan Mlakar prestopil v Fiorentino in s tem dokazujemo, da je naša nogometna šola ena najboljših v Sloveniji, in upam, da bomo tudi v prihodnosti delali še boljše in da bomo čim več mladih igralcev forsirali v prvo ekipo ali pa tudi v tujino. Informacijo za velik talent Jana Mlakarja smo dobili že pri 9 letih in že po prvem ogledu ni bilo težko oceniti, da je to res velik talent. Velik problem pa je bil potem, ko je bilo treba prepričati starše in njega, se je takrat že veliko klubov za njega zanimalo, stopili z njim v stik in po kar nekaj sestankih in kar veliko truda so se odločili, da pridejo v nogometni klub Domžale. Kakor pa se je zdaj pokazalo, se takrat niso zmotili in sigurno jim ni žal. Ja, Jan je prišel v naš klub pri U10, tako da takoj sem videl, da ima neke stvari, da je nekaj več kot ostali. Je pa normalno, bilo je treba delati z njim potem ogromno. Bil je zelo marljiv, ne vem, in to se mu je tudi potem nekako povrnil. In bolj, ko so bile težje tekme, bolj je on do izraza prihajal. Tako da zdaj pri teh 14-15 let na konc, ko smo imeli te, ne vem, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, te pomembne tekme, je vedno bil on nekako tiske izvlekel te stvari. Tako da jaz sem bil 100%, da bo on, tudi ko je bil v krizi, sem bil 100% nekako, da bo nekaj iz njega. Tudi če se mogoče zdaj ne bi prodal, sem siguran, da bi čez 1 let ali pol leta, tako da mi nikoli ni bilo sporno, a bo on uspel, a ne. Prepričan sem, da je Fiorentina zelo dobro naložila denar v Mlakarja. Sem siguran, da bo on to upravičil in da bo še zelo napredoval kot igralec in da bo vrhunski igralec od enih, ne vem, od teh močnejših lig, ali Italije ali kje druge. Ja, normalno, da sem tudi jaz kot trener zelo vesel tega, da je on uspel, kakorkoli, bilo je tukaj ogromno dela vloženega, on je delal zelo intenzivno, jaz sem pač stremel temu, da čim več dela na tehniki, da bo čim bolj napredoval, tako da sem zelo zadovoljen, tako kot bi bil vsak trener, pač 4 leta sem ga treniral, tako da mi je to veliko zadovoljstvo in mu res želim, da bi tudi v nadaljnji poti bil tako uspešen, kot je bil do zdaj. Bravo, Iggy!